Se pravi, zadruga Konopko, prva zadruga za konopljo v Sloveniji, ustanovljena je bilo lansko leto, 15 zanesenjakov se nas je združilo, vsak s svojimi motivi za uspeh, za ustanovitev zadruge, nekaj pa je seveda bilo skupnih. Se pravi, motivi za ustanovitev zadruge so sledeči. Slovenija je majhna in lahko dostopna, kar pomeni, da združevanje pridelovalcev, predelovalcev in potrošnikov ter inovatorjev ne bi smel biti problem. Tukaj nastopimo mi. Povprečna slovenska njiva je majhna, tukaj bolj poudarek na ekonomiki sami. Se pravi, če je majhna njiva, so stroški večji na enoto, če se združimo, znamo stroške zmanjšati. Nezadostno znanje s področja pridelave in predelave konoplje, ja seveda, imamo nekako lufta 70 let, nismo delali nič na tem, nič ni prišlo novega ven, tudi s strani tehnologije, razvoja samega. Zdaj se to dela, nekako bomo združevali vse to znanje in posredovali vsem interesentom naprej. Pridelava, predelava, poraba konoplje in njenih produktov vsako leto raste, to nam je jasno, to smo danes že videli, kako se recimo povečuje setev v Sloveniji. Mislim, da je za leto za 700 hektarov bilo napovedanega aktivno povezovanje akterjev, to smo že tudi omenili, vplivanje na zakonodajalca, to pa tudi počnemo. Tako da ja, prvi rezultati so že tu. Konopka deluje po načelih zadružništva. Vseh teh 15 zanesenjakov, tako jaz pravim, je ustanovilo zadrugo po načelih bottom up, se pravi od spodaj navzgor. Tako se naj bi zadruga tudi ustanovila. Med seboj se niti nismo tako poznali, ampak cilj je bil pa isti. Mogoče tudi zato ta naša progresivnost na Sloveniji, da smo vedno bolj prepoznavni, ker delamo nekako iz srcem, bom tako rekla. Prostovoljno in odprto članstvo, ja seveda članstvo samo je prostovoljno in odprto, kjer ga zanima, kdor ima željo se pridružiti naši zgodbi za ustanavljanje novih slovenskih delovnih mest, aktivnosti pri inovaciji, pospeševanja sejanja industrijske konoplje in konoplje nasploh, karkoli že, dobrodošel. Potrebno je izpolniti samo pristopno izjavo, članarina in neko majhno predavanje o zadružništvu bo treba dati skozi. Tako postanete potem polnopravni član naše zadruge. Demokratično soupravljanje članov, kar pomeni, če ste polnopravni član. Občni zbor je najvišja inštanca, tukaj pridete s predlogi, načrti, komentarji, soodločanju in tako naprej. Izobraževanje, usposabljanje in dostopnost do informacij, to že pravzaprav počnemo. Začeli smo z letnošno zimo, nadaljevanje v spomlad, izobraževanje v smislu izobraževati pridelovalce, kako, kaj, zakaj in pa zakaj ne, oziroma zakaj ja, industrijska konoplja. Na naši spletni strani je konopko.si, je ogromno informacij tudi v tej smeri. Sodelovanje med zadrugami, s kom pa, če ne zadrugami, med drugim. Skrb za lokalno skupnost, seveda, saj smo socialno podjetje, pravična trgovina, solidarnost, pomoč, sonaravno bivanje, samooskrba. To je vsem tem, kar smo že prej govorili, pravična trgovina, nekak fair play, do pridelovalcev, do končnih kupcev, solidarnost, pomagate drugemu, tudi pomoč, sonaravno, kar konoplja sama je, samooskrba, držim pesti. Generiranje slovenskih delovnih mest, to pa je tisto, kar smo že tudi omenila na začetku samem. Dolgoročni cilji zadruge, nekaj jih je, niso vsi tukaj napisani, bom poskušala našteti. Splošna promocija industrijske konoplje v Sloveniji in zadružništva. To sem že omenila, smo že začeli, glede na to, da smo bili ustanovljeni lansko leto poleti, formalno oktobra šele, smo kar štartali že, se pravim, to zimo in to dejansko že počnemo. Nabava in razvoj tehnološke opreme za pridelavo in predelavo konoplje, skupna uporaba. To pride na vrsto v jeseni, najprej bo treba letino pač požeti. Povezovanje urbanih središč s podeželjem, direktni stik med zadruga kupec, delamo tudi na tem.
Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju, odkup pridelka, predelave, svetovanje kmetovalcem. Tukaj sem mislila, da bo vsaj kakšen župan, kakšne občine, ki iščemo pač nekega, pa bi rekla, prijaznega gostitelja, ker bi imeli te male urbane, te majhne otočke, kjer bi zbirali konopljo oziroma odkupovali od kmetovalcev, mogoče tudi majhne industrijske enote. Pa ni županov. Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju, to smo že omenili, vzpostavitev maloprodajnih enot zadruge v večjih mestih. Seveda pa treba izdelke tudi prodati, ter tako stimulirati pridelovalce, predelovalce k nadaljnji setvi in predelavi. Potem so postavitev referenčnega centra za konopljo v Sloveniji, se pravi vse na enem mestu, kar se konoplje tiče, od industrijske naprej. Tukaj bi se izvajale delavnice, šolanje, izobraževanje, šole v naravi, mislim, možnosti je neskončno. Iščemo prostor, neko mogoče kmetijo, kaj takega, kjer bi to vzpostavili. Organizacija dogodkov na temo industrijske konoplje, to smo že omenili, to počenjamo, razvoj novih izdelkov iz industrijske konoplje. Ja, tukaj bi se prav rada pohvalila, oziroma pohvalila zadrugo Konopko, sodelujemo z večjimi inštitucijami, to se pravi Visoka šola za polimere in za tehnologijo in polimere. Tukaj so že nekako delali v smeri konopljene plastike. Primere imamo, lahko jih vidite tam, kar razstavljamo. Potem biotehnična fakulteta, oddelek za lesarstvo, je sam predstavil konopljene, to se pravi te izolacijske materiale. Potem Kmetijski inštitut Slovenije, tam imamo hidrolat na preizkušnji, držimo pesti. Potem pa seveda CAAP, ko je bila naša podporna organizacija, ki naj pomagala do zadružništva samega, da nas je nekako združila in vodila skozi postopek ustanovitve CERTA avtonomne in alternativne produkcije, to je iz Maribora. Potem Gornji Radnjski sejem, pa še polno jih je, no. Spodbujanje in gojenje industrijske konoplje, da gremo tukaj naprej, pa spet generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih na podeželju, to nikoli ne spustimo, ker jih nameravamo generirati. Možnosti so velike, sem poslušala 1850, če se prav zastopila številko, tako da ja, ne. Spodbujanje gojenja industrijske konoplje, rehabilizacije s težkimi kovinami osnažene zemlje in s pomočjo industrijske konoplje, če se ne motim, sem poslušala za Fukushimo, da je tam je pač bilo, kar je pač bilo z njihovo elektrarno, jedrsko seveda, zelo priporočajo samo setev konoplje, to se pravi, karkoli je že pri nas, okrog Celja se mi zdi, da je zelo onesnaženo in podobno, ne. Ena od rešitev je pač sejanje industrijske konoplje, oziroma konoplje, to smo tudi danes že večkrat slišali. Sanacija kmetijskih površin po intenzivni rabi, gojenje konoplje na območju z različnimi omejitvami, to je pa gospa, ki je trenutno ni več, povedala, kako je s temi vodovarstvenimi območji, Natura 2000 in podobno. Je zelo prijazna rastlina za vsa ta izpostavljena mesta. Da je pa, ker govorim pač o zadrugi, moram še povedati, kakšne so prednosti članov. Informacije o industrijski konoplji, svetovanje in pomoč na enem mestu. Ogromno informacij je že na naši spletni strani konopko.si. Sigurno boste našli vse odgovore, karkoli pa slučajno ne, pač se pošlje mail z vprašanjem, odgovorili bomo v kratkem času. Manjši proizvodni stroški, seveda, če so uporaba opreme, znanja, razvoj in podobno, potem seveda pride ekonomika na površje. Učinkovit marketing, moč zadružniške blagovne znamke. Smo že dovolj prepoznavni, se mi zdi, v Sloveniji, tudi naš logo je tako, da ja, to je naša blagovna znamka, na tem delamo, smo dosti močni, rušilni, celo tako rečem, kar pomeni tudi lažja prodaja, ne, če smo prepoznani. Pravna zaščita, čim manj upam, hitrejši napredek s pomočjo skupne baze znanja, o tem smo že govorili,
Pa tudi med sabo si člani izmenjajo razne izkušnje in podobno. Ne? In super je, no. Možnost odkupa pridelka in pošteno plačilo, to pride na vrsto jeseni, ta možnost obstaja. Nižje nabavne cene semenskega materijala. Kdor je kupoval pri nas že ve, za kaj se gre, to se pravi vsi člani zadruge so imeli pač nižjo ceno semen za sejati. Nižje cene izdelkov za končne kupce, člane zadruge, tukaj bo pač papir, tekstil, na začetku se pravi prehrana, sigurno bo imeli člani nižjo ceno nabavno oziroma odkupno kot pa ostali. Ker smo že pri, to pa naša spletna stran, kot vidite, je dosti pregledno zasnovana. Če bi odskrulili še nižje dol, ker pač tukaj pač ne morem, bi videli se naše tekoče dogodke, ki jih prirejamo, se pravi, kje so predavanja, kje nas lahko vidite, kaj smo dosegli, kaj smo razvili, v sodelovanju seveda z drugimi inštitucijami, sploh naše aktivnosti, kaj se prodaja, to mečkam, se pravim, skulate dol. Zelo nakratko o Konopkotu. Lahko omenim, da se pravi, na začetku nas je bilo 15, danes je že čez 40, se pravi, interes je. Večinoma teh so kmetje, nekaj malega študentov, ki hoče prispevati svoje znanje, gremo naprej. Tako kot vse v konoplji, tako tudi naša zadruga. Hvala lepa. Hvala. Kolega Tone me je spodbudil, da rečem nekaj o subvencijah. Jaz kot podpredsednica odbora za kmetijstvo se srečujem s to problematiko subvencij, ki je, moram reči, svojo zdravo kmečko pametjo ne razumem. Čemu služijo subvencije Ministrstva za kmetijstvo, mi ni jasno in upam, da mi bodo uspeli pristojni enkrat tudi odgovoriti. 2 tedna nazaj naša ekipa je kar naprej na terenu, kajti kmetijstvo je edini odbor, ki ga ne moreš delati iz pisarne. To je definitivno. Zato smo vedno na terenu, vedno smo med ljudmi, vedno smo pri kmetovalcih in med drugim smo bili poklicani tudi v Ormoške gorice, kjer smo se srečali s problemom, da kmetijske subvencije dobiva lastnik kmetijske zadruge, ki je 16. baje najbogatejši na listi najbogatejših Slovencev, dobil je tam nekje okrog 6 milijonov subvencij, grozdja pobranega pa ni plačal viničarjem, zdaj si že viničarji rečejo, niso več vinogradniki, od leta 2012. Se pravi, ljudje nimajo niti za škropiva, niti za trgače, da bi pobrali, ker jim je človek dolžen. Kaj torej storiti v takih primerih? Pa smo šli na teren, pa smo si pogledali, kako delujejo subvencije in smo videli posekane vinograde. Zakaj? Če kmet pobere grozdje, dela pridno na tem vinogradu, ne dobi plačila, ne letos, ne lani, ne predlani. Če poseka vinograd, dobi subvencijo. Lepo vas prosim, kakšna spodbuda kmetijstvu je to? Te enigme še nisem uspela rešiti v tem slabem letu, ker sem v tem odboru, ampak je to ena mojih prihodnjih nalog. Naslednja stvar s subvencijami, kot pravite, pokosijo travo in potem so te bale sena v grabnih. Seveda zavite v plastiko, da še ne morejo niti solidno zgniti. Naslednja katastrofa. Čisto blizu vas, tam se nahaja Lipica in odbor, ki sem ga sklicala na temo lipicancev in Lipica turizma, je tudi bila ena od perečih tem, da so lipicanci lačni. In zdaj pogledajte, kako nas subvencije spodbujajo. Ne dobiš subvencijo, da pokosiš, posušiš in odpelješ, če ne potrebuješ sena recimo nekomu, ki ga potrebuje. Lipica recimo, kjer konji umirajo za kolikami. Ampak noben ne kontrolira, dobiš denar, se pravi, vse te subvencije so, pa dovolite mi eno misel, za uničenje našega kmetijstva, da postanemo še bolj odvisni od Evropske unije, še manj samooskrbni. To vidimo, ko vidimo, kaj se počne s temi subvencijami in kaj je rezultat le-teh. Mislim, da ko nam bodo pipico zaprli tisti, ki imajo zdaj v lasti semena, zemljo, naše tovarne, predelovalne verige,
Takrat bomo šele videli, kje smo in takrat bo to, kar mi zdaj počnemo, zelo pomembno. Ker kot ste že mnogi prej omenili, gradimo sistem od spodaj navzgor. Ko bo odmrl ta ud, ki hoče do konca hlastati po svojem profitu in ga ljudje sploh ne zanimajo, takrat bomo mi, upam, zelo dobro že pripravljeni. Toliko, zdaj bo pa Gorazd povedal, kako smo... Hvala. In ravno zato sem vesela, da sem lahko v tem državnem zboru, kajti to, da tle sedim, ni zato, da bi hodila v službo pa na gumbe pritiskala. Končno sem dobila moč in mikrofon, da lahko govorim in da se nas in vas na nek način sliši. V Beli krajini smo naredili en tak poskusni poligon. Zelo dobro bo, da si izmenjujemo naše izkušnje z vašimi, tudi potrebe, kot pravite, bi radi imeli seme ali pa predelovalne obrate, tako da tudi Konopko prisrčno vabljen na te izmenjave. Gorazd bo povedal, kaj sva uspela nekako v Beli krajini narediti, kjer so bili kmetje obupani. Kar je meni najbolj dragoceno je, da so skregane občine, Metlika, Črnomelj in Semič postale prijateljske občine, ne preko uradne inštance, ampak preko ljudi, ki zdaj preko sejanja konoplje spet odkrivajo pozabljeno sodelovanje. Omeniš ljudem zadrugo, dobijo ošpice, zato ker so jih tudi zadruge razočarale, tako kot politika in politiki in vse drugo. Ampak se gradi pa zadružništvo na drugačni osnovi. Pogovarjajo se, skupaj dobijo seme, sejejo, skupaj se dobivajo, izmenjujejo izkušnje, se pogovarjajo, kako bodo prišli do kombajna. Kot smo rekli, kombajn je res največji problem pri konoplji. Kako bodo potem naprej ali pridelek prodali ali predelali. Tako da najlepše pri tem projektu konoplje je, kako združuje ljudi. Skratka, konoplja združuje in povezuje. To je najbolj bistvena misel. Hvala. Ja, nekaj besed. Ideja je pravzaprav bila Violetina, da se sprava v Metliko na neko predavanje. Jaz sem pač kot inženir se spravil in zadevo začel tehnološko obdelovati in raziskovati. Dobili smo torej svetovalko iz Celja Majo Klemen Cokan, pridružil se nam je iz Hanabisa Tomaž Sušnik. In nekako je bila zgodba taka, da je dvorana pokala po šivih, bilo je tam 85 udeležencev, sedeli so takole med vrstami in pravzaprav, jaz poznam tisti konc preko Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavje in Bele krajine, kjer smo kot ekološka kmetija od vsega začetka, od 1999 in poznam ljudi in sem bil silno presenečen, prvič, da se jih je toliko udeležil, drugič, da ni bilo nobenih pravzaprav negativističnih izpadov, kot kdo nam pa spet pamet soli in tako naprej, ampak smo lepo prišli z predstavitvijo skozi in pač pripomba je bila, da pridite še k nam v Črnomelj, ne samo v eni občini ostati in smo potem šli 3 tedne kasneje v Črnomelj, ker je bila pa zadeva še bolj natesno, tam 120 ljudi, morali so celo odideti, ker ni bilo prostora. In smo se pa že zmenili, da torej že v Metliki smo nekako ugotovili, da bi društvo bilo nekaj takega, kar bi ljudem bilo najbolj sprejemljivo, ne zadruga, ampak društvo, ker razumejo društvo pač kot pravzaprav najbolj svobodno, torej najmanj obvezujoče, bi rekel, obliko združevanja. In v Črnomlju je šlo seveda še naprej in potem smo mesec dni kasneje v Semiču ustanovili društvo, ustanovnih članov je bilo okrog 60, pa tako da zdaj trenutno jih je okrog 100. Zmenili smo se glede semena, dobili so pač določen popust, tako kot normalno članstvo v zadrugi recimo. In zdaj naša obveza seveda je, da poskrbimo za to, da bodo pač ljudje tudi vedeli, kam s tem pridelkom.
In trenutno se pač pripravljamo torej na te razpise, ki bojo občine zdaj imele glede podpore kmetijstvu, da bi si en nov kombajn privoščili, ob tem, da enega starega pa že preurejajo, da bo greben ustrezno visoko, da bodo lahko pač to žetev upravili. Zdaj posejan ga bo okrog 25 hektarov, pa mislim, da je okrog 35 teh, ki so prijavili to setev, med njimi Violeta. Jaz sem sicer na Dolenjskem, mi smo se tudi odločili, smo iz Trebnjega, da bomo letos poskusili, tako da ne govorimo, poslušajte nas, ampak smo na tisti strani, ko tudi kaj smo zraven v istem čovnu. Pripravljamo se na jesenske razpise za socialno podjetništvo oziroma zadružništvo, da bi obnovili to tradicionalno, torej industrijske rastline, tukaj mislimo tudi na lan, ne samo na konopljo, in na spomladanske razpise za projekte, ki jih vodi lokalna skupnost, kjer pa gre potem za večplastno zgodbo, gre za obujanje, ne vem, tradicionalnih spretnosti, ki so bile včasih na kmetijah, pomeni tkanje, pomeni vrvarstvo, pomeni recimo tudi vezenje starih vzorcev, potem pomeni tudi še kaj obujanja, no, rečemo, ohranjanja snovne in tudi nesnovne dediščine. Potem ideja je, da v bistvu okrog tega industrijskega dela rastline, pomeni slame in pezdirja in luščin, gre to preko socialne zadruge v gradbeniški del, da bi pa z tem prehranskim delom pa vzpodbujali dopolnilne dejavnosti na kmetijah in nekako popestrili nakupovalni turizem na kmetijah oziroma to, ko ljudje po Beli krajini ali kolesarijo ali jezdijo, da se pač tam, kjer se ustavijo, je tudi, rečemo, bolj inovativna ponudba iz zadeve, ki je pač ne srečaš povsod in vsak dan. Zato smo se pač odločili, da gremo preko društva. Tukaj definitivno podpora vseh treh županov in občinskih služb je izredno pomembna. In bistvo je, da to občinska vodstva razumejo kot, bi rekel, FIS točke oziroma značko v reverju, da se pokažejo in pohvalijo navzven, in to je v bistvu pravzaprav tisto, kar smo želeli doseči, v bistvu, da se drugi tudi pohvalijo za tem, čeprav smo morda ta, rečemo, ta grob del mi opravili, ampak bistveno je, da se stvar razvija in da ima ustrezno podporo.